Ko se govori okoli predsedništva, smo tudi v društvu imeli zelo močne pretrese. Na začetku smo to plemenito delo zaupali gospej Mateji Žlogar, ki ga je prve 2-3 mesece upravljala čudovito, potem se je pa pač nekaj zgodilo. V kremplje so jo dobili prasindikati, ki se danes imenujejo neka pravna ljudska pisarna in spet zavajajo. Stvari so šle celo tako daleč, da uradno kradejo naše člane. Več kot polovica članov društva Belis je tam in ta nekdanja odstopljena predsednica, ki se še vedno pred par dnevi razglasila spet za predsednico, ne more iz svoje kože, ker bi kot Piers Musarjeva vse naredila, da bi to bila, ljudje, ki pokličejo, ker ne umakne Facebooka, ker ne umakne stvari, ker ne vrne štempilke, ker ne vrne table, ki jih zadržuje nezakonito, izvaja nezakonite, nelegalne stvari in želim, da ta posnetek poslušate. Naj gre v eter, naj se ve, kaj ta gospa počne. Čeprav je naša članica, v društvu še sodišča nismo aktivirali, ampak očitno bomo morali to narediti, da se ta saga z njo in z njo vred konča in z to pravno pisarno, ki ni niti registrirana in ljudi zavaja po dolgem in širokem. Notar so ljudje, ki so iz drugih koncev, uničujejo razne skupnosti, ljudem posredujejo nepreverjene informacije iz tujih zakonikov, ki v Sloveniji nimajo kaj početi. Mi imamo tukaj slovensko pravo, slovensko ustavo, slovensko zakonodajo in tukaj živimo na slovenski zemlji. Tako da, odgovornost predsedniških funkcij z izkušnjo v društvu Belis vam bom pa zdaj tukaj jaz posredoval in to je minuta pa pol govora. Sliko si ustvarite sami, kajti ko bo posnetka konec, je konec tudi mojega nocojšnjega govora. Evo, tako, samo da najdem. Tako, želim, da to minuto dobro prisluhnete, ustvarite si sliko. Jaz bom pa povedal samo to, čakajte, da vidim, če se to vse vidi. Aha, tako. V bistvu, nekdo, ki je član enega društva, in potem člane vozi v neko drugo privatno organizacijo, ki je nastala po tem društvu, tja vozi člane in jih nagovarja, je to protizakonito kaznivo dejanje in tukaj vidite v 6. členu je stvar odgovornosti, ko se to ne sme početi. Včlanjanje v društvo, vidite po 2. členu, je pa prostovoljno in zdaj pa prisluhnite, kaj se je zgodilo v tem telefonskem pogovoru, ki se je pač zgodil. Tako da jaz bom potem kar mikrofone ugasnil in da vam ostane in to odmeva v glavi, sami pa naredite presojo o tem, kar boste slišali. Podajam sporočilo, uradno sporočilo članom društva Belis. Predajam mesto predsednice društva Belis svojemu nasledniku in se podajam na skupno pot. Hvala lepa in se iskreno zahvaljujem vsem. Lep pozdrav. Ko je kaj glede učlanjevanja torej v to društvo? Katero društvo? Belis, ne? Ja. Recimo, no. Med ostalim, to me zanima, seveda. Ja, kaj konkretnega vas pa zanima? Ja, kako bi se včlanil v to društvo, ne? Kako imate to narejeno? Aha, glejte, ja. Jaz vam odsvetujem vpis v društvo Belis. Glejte, jaz vam to zaenkrat odsvetujem, ker jaz sem predsednica tega društva Belis. Ja, kako zdaj? Ne, glejte, jaz bom naredila nekaj svojega, ampak je še v teku, ne bom zdaj o teh zadevah še govorila, ali pa ne vem, zdaj, katero društvo bi bilo najbolj primerno, lahko se pa obrnete na ljudsko pisarno. Se fantje zelo trudijo, jaz sem tudi tam zraven, kar se mene tiče, jaz nisem imela nikakršnih problemov nikjer. Ja, a ne? Dejte, veste kaj, dejte vi pisati, pa se boste tam zraven priključil, da sem še jaz nekaj dokumentov spravila skupaj. No prav, pač ja, zdaj je to Če razmislite malo, poglejte. Zdaj to je čisto drug vidik, prav. V redu, gospod Žlogar, hvala vam. Lepo bodite, srečno.